Torej, gospod Janez Magyar, kako ste zadovoljni z izidom včerajšnjih volitev? Dober dan, hvala lepa za povabilo. Kot prvo se bi moral zahvaliti volivkam in volivcem za podeljeni mandat. Vesel sem mandata, tudi odgovornost je zelo velika. Verjamem, da tudi v tem mandatu, ko sem opravljal župansko funkcijo, nisem razočaral svojih volivcev. Verjamem, da tudi tokrat ne bom. Vsekakor bom vse naredil, kar sem poskušal tudi na nek način, oziroma tudi bom poskušal v Ljubljani zagovarjati. Bom tudi, poskušal doseči, da v tem primeru Pomurje, kot vedno govorijo, zaostala regija oziroma manj razvita. V tem pogledu hočem narediti preboj. Ta vlada je, aktualna vlada je eno dobro popotnico naredila, 12-milijonski sveženj Evropske unije. Verjamem, da bodo tudi novi obrazi oziroma nova vlada posledila temu, da želimo razvojni preboj tudi prek Pomurja. V tem pogledu bom deloval, sicer pa, gledajte, volivke in volivci imajo vedno prav in spoštujem. Hvala lepa in tudi čestitam zmagovalcu Gibanja Svoboda. Kako pa bi komentirali dejstvo, da je zdaj zmagala stranka Gibanja Svoboda in ne vaša stranka, v kateri kandidirate? Glejte, kot sem povedal, volivke in volivci imajo vedno prav, sprejemam to. Jaz mislim, da v preteklosti so se že te nove obrazi, nove stranke pokazale velikokrat napačno odločitev nas, ki smo volili. Vendar na nek način verjamem, da v tem, bom rekel, pogledu, da lahko mogoče skupaj ali ne vem kako, ali pa če bo izključevanje, kot je do sedaj bilo, dobra potnica za naše državljane, jaz mislim, da ne. Poglejte, jaz verjamem, da bomo znali trezno premisliti in stopiti naprej. Če pa ne, pa pač tako bo, kot bojo vodili državo. Jaz upam na najboljše, bomo pa videli. Kaj bi rekli, da je vplivalo na večjo volilno udeležbo? Tega sem sicer zelo vesel, saj mobilizirati ljudi je skratka bolj težko, vendar očitno je pač Gibanje Svoboda vedelo na nek način bolj spodbuditi temu, da so šli na volišča. Žal mi je pa to v tem primeru niso ocenjevali racionalno, saj so bili ukrepi sorazmerno v redu za naše državljane, tudi za občine. Jaz mislim, da ni občin, v kateri se ne bi nekaj gradilo, nekaj ne obnavljalo, in to so zasluge še aktualne vlade. In v tem razvojnem pogledu vsekakor, bom rekel, lahko obžalujem to zadevo, vendar moramo sprejeti to, kar imamo, in se bomo pač poskušali za naše predloge oziroma za naš kraj izboriti, kar se da najboljše. Imamo tu tudi z Gibanja Svobode kar veliko imen, ki so pač pristopili prag parlamenta, in upam, da bojo oni tudi temu sledili, kot sem jaz v tem primeru želel oziroma želim, da Pomurje postavimo spet v razviti kontekst države. Če bojo državotvorni in upoštevali usmeritve, in tudi vedno je z politike oziroma z ust politikov prihajalo, da želijo skladen regionalni razvoj. Sedaj je tu čas, da tudi novi obrazi oziroma nova vlada v tem pogledu tudi sledi. Če pa ne bo, pač volivci so spet na delu, jaz upam, da bo takrat racionalno bolj vodili. Ko ste že sami omenili, torej nekaj novih obrazov, tudi več pomurskih poslancev, kaj bi povedali o tem? Za mene je to dobra popotnica. Sem sicer sam iz gospodarstva, ki drugače dojemam neke stvari kot klasični politiki, vendar verjamem, da tudi novi obrazi Gibanje Svoboda bodo racionalno gledali na svoje Pomurje. Če ne, pol pač je spet v rokah volivk in volivcev, da ocenijo to aktualno vlado. Bojim se pa zares, da če ne bojo v tej smeri delovali, teh 12 milijard razvojnega denarja, da bo šlo v druge namene, kar pa ne bo dobro za našo državo. In če temu ne bodo sledili, pač nažalost bo spet razkorak med Pomurjem in
državo oziroma osrednjim delom Slovenije še toliko večji. Na tej strani oziroma v tej vladi smo tudi delovali zelo intenzivno in smo videli, koliko razvojnih projektov in finančnih sredstev smo lahko pripeljali v Pomurje, ceste, infrastrukture in vse druge stvari so se začele obnavljati. In če se bojo tu zaustavile te investicije, pol se slabo piše in spet bomo zaostali za drugimi državami. Konec koncev, zdaj smo že ne v lokalni skupnosti, ampak na državnem nivoju gledamo, tudi sam tako gledam, položaj Slovenije, da moramo na nek način ohraniti konkurenčno prednost. V tem covidnem času, kljub covidnem času in epidemiološkim razmeram so ukrepi aktualne vlade bili v zares dobro smer. To se je dokazalo tudi na bruto domačem produktu, ki se je povečal za 8,1%. To je bil drugi, bom rekel, najvišji procent v Evropi. In to popotnico, če ne bomo nadaljevali, tudi gospodarstvo, če ne bomo sledili z ukrepi vlade v tem ranljivem obdobju, vemo, kaj nas čaka, zelo velika prehrambena kriza in tudi višanje energentov nas na nek način opozarja na to, da se dogajajo resne stvari in se treba tudi resno lotiti. In še enkrat, imamo ta sveženj denarja, ki ga moramo zares v dobre namene, saj če razumemo, kaj hočem povedati, če bojo naložbe, če bojo začeli tudi graditi investicijski projekti, iz tega prihaja dodana vrednost. Se pravi, vedno v zgodovini, ko so bile krize, vedno so intenzivno vlagali v investicije, se pravi v infrastrukturo, tako da se je zagnala celotna gradbena in tudi se pravi procesna tehnologija in odzadaj, ki sledi graditeljstvu, od prehrane pa vse do normalno gradbenih materialov. In to, mislim, bo rekel, generira tudi razvoj in tako bo tudi Slovenija se razvijala. Če tega ne bo in bojo vse denarji šli v svetovanje, pa ne vem kakšne druge vsebine, pol jaz mislim, da te dodane vrednosti v tem pogledu ne bo. In jaz gledam sedaj kot Slovenijo kot uspešno in da upam, da ne bomo to zapravili. Tudi verjetno imajo interes v Gibanju Svoboda, da Slovenijo postavi na prvo mesto, ne pa osebne in druge interese. V tej smeri bom deloval, opozarjal, vsekakor pa tudi skrbel za to, da se na nivoju pomurske regije začrtani infrastrukturni in drugi projekti, ki so ključnega pomena tako za posamezne občine, kakor tudi za pomursko regijo kot celoto, ki dejansko so regijski projekti že podprti, da bo ta denar prišel v našo regijo. Kot sem prej omenil, bo to tudi dvignilo konkurenčno prednost in zaostanek za osrednjo Slovenijo bo se tudi znižal. Verjamem v to, vendar verjeti je eno delo, izvajanje pa je drugo. Doslej ste bili župan, zdaj kot pomurski poslanec. Kakšni so občutki ob tem? Kaj pričakujete v prihodnjih tednih? Meni je bila visoka in velika čast, da sem bil lahko župan oziroma sem še aktualno župan. Ogromno dela sem začel izvajati. Bil sem ponosen na to, da sem dobesedno eno občino prevzel in postavil v uspešne tire. Vsekakor bom svojo energijo, kot tudi iz gospodarstva, ki sem jo pripeljal, saj imam veliko energije in mogoče ta statičnost meni ni bila na kožo pisana, vendar sem naredil dinamiko v javnem sektorju toliko više in se iz tega tudi zahvaljujem svojim sodelavcem, ki so mi sledili. Vem, da je bilo v nekaterih trenutkih težko. Kljub covidnemu času sem z svojim sodelavci snul in delal nove projekte in izvajal določene druge aktivnosti za to, da vemo, da enkrat bo covida tudi konec. In se moram resno zahvaliti za potrpežljivost za delo z mano. Danes sem pa bil zares deležen, bom rekel, takih žalostnih pogledov in to, da jih zapuščam. Tudi meni ni vseeno, vendar se ne grem na konec sveta in sem tu. Vsekakor naj izkoristijo moje kapacitete, ki jih imam. Z veseljem bom dodatno še oddelal. Tudi z nekaterimi župani sem imel pogovore, tudi že tokom današnjega dne. In dejansko moj telefon je in tudi bo ostal v bodoče tudi ista številka in bom dosegljiv. Vsekakor bom svoje Pomurje in Prekmurje
kar se da na najboljši način tudi predstavljal. Želim si pa dobrega sodelovanja, to je meni ključno, in dviganje kulture obnašanja tudi v parlamentu. Mislim, meni so bili pač na nek način, čudno jim bilo, zakaj kandidiram. Tudi po eni strani sem povedal, da raven, bom rekel, kulturnega dogajanja oziroma dogajanja v parlamentu tudi ni bil zavidljivega ranga. Na nek način bi poskušal tu tudi pridodati k temu, da se, bom rekel, pogovarjamo zares o ključnih in pomembnih stvarih za Slovenijo, ne? In to je meni ključnega pomena. Vsekakor bom pa svoje izkušnje in delovno zagnanost poskušal tudi implementirati v Državnem zboru. Najlepša hvala za vaše odgovore in uspešno delo še naprej. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za priložnost. Tudi vam želim vse dobro. Poslušalkam in poslušalcem oziroma gledalkam in gledalcem pa vse dobro. Upam, da bomo upravičili zaupanje volivk in volivcev. Hvala. Hvala lepa.